Lepo pozdravljeni v naši rubriki. Danes imam poleg sebe prav posebno gostjo. Spregovorili bova o stvareh, ki moram priznati, da tudi meni niso tako znane, tako da se že zelo veselim te teme, o kateri bova danes govorili. In to je namreč voditeljica televizijska in radijska in pa lastnica PR agencije in veliko je teh nazivov, tako da mislim, da je najbolje, da kar sama pove. Lepo pozdravljena, Kali Kolonič. Živijo, čau. Ti imaš sicer veliko nazivov, veliko teh sposobnosti, veliko stvari počneš, ampak midva bova danes spregovorili o energiji, o energijskih zadevah, s katerimi se ti tudi ukvarjaš, ampak so prav posebne. Govoriva o energijskih slikah, o energijskem nakitu, tako da kar sama malo več povej o tem, zakaj pravzaprav gre. V bistvu celo življenje že slikam. Sprva nismo vedeli, da so moje slike energijske, potem so čisto slučajno jih izmerili in odkrili so čisto slučajno meni, ko so merili auro, da imam nadnaravno razvit či in srčno čakro in da lahko zdravim ljudi z rokami. Jaz sem bila takrat tako kot ti, veš, ne? In sem rekla, ja, ok, ne čutim se, da bi zdaj zdravila ljudi z rokami. No, potem čez leta so ljudje ugotavljali, da slike vibrirajo na najvišji frekvenciji, da prinašajo v naše življenje lepe spremembe, ljudje so se počutili boljše, bolj pozitivno, prave stvari so se jim dogajale, lažje so šli čez izzive, dosegali so cilje, zaljubili so se, našli so pravo ljubezen, dobili so družino, v glavnem veliko lepih stvari, tako da smo potem začeli raziskovati in potem smo slike testirali prek bioenergije, različni bioenergetiki so jih seveda potrdili, nenazadnje potem kvantna fizika in pa celo kvantna medicina, da pa seveda delujejo na te najvišje energijske frekvencije in tako se je pač rodila moja znamka Divine Kali, katero vlagam dejansko vso svojo energijo v zadnjih nekaj let. Ampak verjamem, da ti potem tudi slike dajejo energijo, ne? Ja, seveda, zato so narejene. Jaz bi ti lahko zdaj veliko zgodbic povedala, zakaj sem jaz sploh še danes tukaj. To, kar so mi zdravniki rekli, da me mogoče ne bi bilo več, če ne bi slikala, če ne bi imela toliko svojih energijskih slik v svojem okolju, ker pač rečemo ene zgodbe, ki so življenjsko zelo težke, tako da sem vesela, ne samo da dajem drugim, ampak seveda, da sem tudi sebi veliko pomagala na tem energijskem zdravstvenem področju. Zdaj, če si jaz tole obesim takole, recimo v sobo na steno, to pomeni, da bo meni to dajalo dobro energijo, recimo pozitivno, da mi bo prineslo kakšne stvari, ki si jih jaz želim, če sem prav razumela takole. Tako. Posebnost mojih energijskih slik je to, da sem skoraj prepričana, da jih edina na svetu dvakratno energijsko aktiviram. Se pravi, prvič slikam kot čist kanal iz univerzuma in pretakam to najvišjo možno frekvenco in energijo v slike, ki nas dejansko, kot si ti zdaj rekla, da ti malo bolj povem, te zaščitijo na vseh področjih našega življenja. Se pravi, ljubezen, dobro počutje, zdravje, obilje na vseh področjih, partnerstvo in podobno. Potem pa sliko še dvojno drugič aktiviram, se pravi, vsaka moja slika ima različno aktivacijo, se pravi to drugo in recimo ta, ko imaš zdaj ti v rokah, ki je v obliki srčka, je še posebej aktivirana za ljubezen, za strast, za družinske odnose, partnerske odnose, za družino recimo, pač vse, kar je povezano z ljubeznijo. A je pomembno, kaj rišeš? Ne vem, kako pride do tega, kaj narišeš, da so zdaj tu zlate, srebrne črte, pa rdečo. Kako v bistvu se pripraviš do tega, da narišeš prav takšno sliko? Naslikam. Eno je, v bistvu nikoli ne vem, kaj bom naslikala. To je tisto, kar pač slikaš v povezavi z univerzumom in pač slikam. Drugo pa je, seveda, je zraven moja kreativnost in seveda igram kot majhen otrok z barvami, z teksturami, z različnimi materiali, oblikami in se veš, vsaka moja razstava mora biti drugačna, se pravi, moram razvijati ta svoj talent, ne samo energijski, ampak tudi seveda slikarski na določen način. Tako da načeloma pa res nikoli ne vem, kaj bo vam prišlo. Če si jaz zamislim nekaj točno določenega, zdaj bom pa nekaj točno tako naslikala, nikoli. Načeloma nikoli ne pride tako ven, kot sem si jaz zamislila, ampak je dejansko končni rezultat toliko boljši, kot pa sem si ga jaz zamislila. Imaš pa kakšen poseben ritual, mogoče preden, da se pripraviš, ko boš slikala, mogoče poseben prostor, a je to pomembno? Jaz si zelo želim dokončati končno moje atelje, ker slikam veliko z akrilom in z barvami, ki jih ne spraviš več iz podlage, enkrat ko so. Tako da najprej moram prostor zaščititi. Slikam seveda doma, rada slikam poleti, pomladi, jeseni,
takole lahko v naravi. Takrat narava nam še daje večjo povezanost z univerzumom. Pa tako očistim se seveda energijsko, da sem res čist pretočen kanal, potem pa me vodijo barve, obvezno zraven poslušam umirjeno meditativno glasbo, da se še lažje povežem z univerzumom in da imam še lažjo pretočnost 7. čakre. Spravi naše či, to je naša življenjska energija. In potem slikam, padem, v bistvu to je čas moje meditacije, po domače povedano padem notri v slikanje, to je čas, ko se tudi jaz sama čistim, čas moje katarze, razmišljanja, vmes dobivam nove, sveže ideje, postavljam se nekako na višjo raven, tako da zame je slikanje neka oblika dejansko meditacije. Kali, a je pomembno, za koga slikaš? Recimo, če ti jaz zdaj povem, jaz bi pa zdaj rada privabila ljubezen v svoje življenje. A je potem še več tiste kreative za določenega človeka oziroma na drugačen način potem delaš? Iskreno najlažje da slikam, pa si človek sam potem izbere sliko, zato ker ne moreš si izbrati napačne slike, to smo tudi večkrat že testirali, v bistvu zadnjih 15 let to testiramo, ne moreš si izbrati napačne slike, ker pač si izbereš tisto, ki v tistem trenutku svojega življenja najbolj potrebuješ, da te podpre v teh lepih energijah in da se ti zgodijo prave stvari v življenju. Slikam pa tudi po naročilu, seveda tu in tam, ampak tisti je pa malo drugačno, na malo drugačen način. Vprašam ljudi, načeloma vedno vprašam, kakšne barve si želiš, kaj približno si želiš. In mi 99,9% reče, kaj ti najboljš veš, kaj je zame najboljš, kaj jaz rabim in ti prepuščam vso svobodo. Tako da je načeloma skoraj podobno, ampak če točno za določeno osebo slikam, imam osebo pred sabo in energijo te osebe in potem še močnejše, bolj specifično lažje zaktiviram sliko za zelo podrobne stvari v življenju. Se pravi, lahko točno določim, kaj se mu bo zgodilo, ne samo čez 1 leto, ali pa 2, 10 let, ampak zelo tako po mesecih. Kali, tako, midve pa zdaj veva, kaj je najboljše za vas, dragi veseljaki in veseljakinje, seveda najboljša slovenska glasba, torej privoščimo si eno od čukov.